Pozdravljeni, dragi spremljevalci našega YouTube kanala. Danes sta moja gosta, na moji levi Borut Klabjan, na moji desni Gorazd Bajc, oba z onstran državne meje, vendar nacionalno v našem korpusu, bi rekli. Leto 2022 je 100. leto, mineva 100 let, pravzaprav natančno čez konec oktobra, se bo to zgodilo 28. oktobra, odkar je Mussolini izvedel tako zvani pohod na Rim, ki je bil pravzaprav neko zaključno dejanje nekih procesov, ki so se v Italiji začeli že kmalu po vojni, če ne celo že znotraj same vojne. Pa začnimo morda zdaj s tem, kako je pravzaprav sploh prišlo do tega oktobrskega pohoda na Rim. Kaj je to pravzaprav povzročilo, da je Italija po koncu svetovne vojne sicer zmagovalka, ampak seveda zelo prizadeta na materialnem človeškem smislu in tako naprej. Kaj jo je pripeljalo do tega, da je seveda, vemo pa vsaj enega od vzrokov vsi, to je ta močan nacionalizem, ki se je v času vojne še bolj okrepil. Kaj pravzaprav je vse to, kar je v tem kotlu se zvrelo, da je na koncu prišlo do tega, da imamo na oblasti nek tak totalitaren sistem, ki se je pa potem obdržal prek 20 let? No, morda bi jaz začel s tem, da že res, da je bila Italija zmagovalka prve svetovne vojne. Hkrati je na tem mednarodnem prizorišču zahtevala en tak položaj, ki ni nujno, da bi ga lahko avtomatsko dosegla, glede na še vedno ključno vlogo in glavno vlogo Francije in teh velikih imperijev, ki so jih imele Velika Britanija, Francija še vedno v rokah, kljub temu, da so se seveda še tudi druge države stopile na mednarodno prizorišče, glej Združene države Amerike recimo. Ampak tukaj je še nekaj vprašanj, ki jih je potrebno odpreti, to se pravi, da je bilo res stanje Italije v tistem trenutku res zmagovite države, hkrati pa je njen, dajmo tako reči, krvni davek bil kar precejšen. Govorimo o približno 500 000 žrtev, govorimo o velikih neenakostih te države, ki je bila relativno mlada, če pomislimo 50 let prej nastala država, ki že prej pred vojno ni imela razčiščenih vprašanj, je imela precejšnje kolonialne apetite, ki jih ni uspela nekako uveljaviti ali pa ne v tolikšni meri, kot si je želela in kot si je dejansko tudi svojim prebivalcem napovedovala, mesto pod soncem na afriških tleh recimo, če pomislimo na njen napad v Libiji leta 1911 in tako dalje. No, ampak poleg tega, po mojem je vredno podčrtati tudi zelo velike socialne neenakosti znotraj italijanske družbe, velikanske zahteve sestradanih množic, problem agrarne reforme, ki je ni bilo, obljube, ki so bile dane vojakom v času vojne, torej neke obljube po redistribuciji zemlje in bogastva, ki je dejansko povezano z socialnim vprašanjem v povojni Italiji, z eno veliko neenakostjo med severom in jugom, med industrializiranim severom, ki se je lahko ponašal z neko infrastrukturo, ki je bila podobna drugim zahodnoevropskim industrijsko razvitim državam na eni strani, na drugi strani pa nek jug, ki je bil popolnoma odvisen od neke agrarne proizvodnje in kjer dejansko industrializacija je le delno uspela oziroma je bila omejena samo na nekatera območja. Skratka, en kup enih drugih vprašanj, ki jih je potrebno vzeti v upoštev, ko analiziramo to okoliščine, kako je lahko prišlo dejansko potem in zakaj so imeli neke radikalne ideje, kot je bila fašistična, tolikšen uspeh. Ne nazadnje, morda še na koncu to, da je nacionalizem in nato fašizem predstavljal neko rešilno biljko za vse tiste, ki so z grozo
gledali na širitev socialističnih idej. Vidva sta v svoji knjigi o Narodnem domu seveda se dotaknila te zgodbe na mikrolokaciji Trst. Ne? Pa morda Gora zdaj, zakaj v Trstu fašizem tako krepak oziroma se tako intenzivno pojavi, dobro, se ne zgolj leta 20, tudi kasneje še bolj, ne? Ali je to zdaj lokacija, ali je to življe, ki tam živi, kaj je zdaj vse to netilo ta tržaški fašizem? Pa se pravi marsikaj, podobno kot je Borut rekel, tudi ni samega enoznačnega odgovora na splošno v Italiji, kakšna je tale kriza, ki zelo pripomore, da fašizem pride do oblasti. Mi vemo, da na začetku leta 1919 ustanovijo v Milanu te prve skupine, te faše, ne? In kmalu zatem v Trstu in potem v Trstu se število tudi viša. En izmed odgovorov je tudi tale, ker je bil na tem mejnem področju, Italija je Trst pridobila, prej ga ni nikoli imela, in je tukaj od Trsta tudi dalje proti vzhodu zahtevala še več. V Trstu je bila komponenta ne Italijanov, se pravi recimo predvsem Slovencev, številčno tudi zelo močna in ne samo, tudi ekonomsko, politično so bili zelo močen faktor in so bili tam vpeti še pred fašizmom in potem s fašizmom postanejo ena izmed glavnih tarč. Treba reči takole, na koncu prve svetovne vojne Italija vojaško zasede ta območja, ki so bila obljubljena leta 15 strani zaveznikov, znani Londonski pakt, ali korektno če rečemo Londonski memorandum z leta 15, kjer pa, to je treba poudariti in to večkrat v Italiji se pozabi, med temi obljubami recimo reke ni bilo za Italijo. Reko konkretno obljubijo ali pa pišejo v tem memorandumu, da bo prišla pod Hrvate, Srbe in Črnogorce. Potem vsi govorijo, da bo seveda pod Hrvati. Na koncu vojne Italija želi tudi reko. Ne samo druga območja, tudi reko. In predvsem okoli reke se prične največji problem v mednarodnih odnosih. Po koncu prve vojne pravzaprav moramo govoriti o reškem vprašanju, ne o tržaškem vprašanju. Takrat je reško vprašanje, ki recimo monopolizira, bi lahko rekli, mednarodne odnose, spore, vpletanje drugih držav, ker se pač zavedajo, da so Italijani začeli zahtevati še več od tega, kar naj bi pač dobili. In pri tem je seveda faktor, med drugih razlogov je, da na tem območju vzhodno od Italije nastane neka nova država, prva Jugoslavija ali pa kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je pravzaprav nek konkurent Italiji za to prevlado na Jadranu. Prevlada na Jadranu bi pomenila imeti dosti večji vpliv ne samo na območju potem te nove jugoslovanske države, pač širše tudi v srednji in vzhodni Evropi, pa še večje možnosti za imeti to, kar je Italija si želela, imeti tudi svojo vlogo v Sredozemlju, če govorimo širše. Če se spet vrnemo na lokalnem, tudi v Trstu kot drugod po Italiji je neko veliko nezadovoljstvo. Na eni strani Italijani seveda so zelo zadovoljni, ker pridobijo Trst in tudi pač en del tržaških prebivalcev Italijanov, sicer ne vsi, pa vendar recimo en del so tudi zelo zadovoljni. Po drugi strani so pa Slovenci, ki tudi upajo, da bo meja drugačna, kot se je nakazovala. Takrat ni bilo še določene meje, šele leta 20. No, vsem tem lahko rečemo, da je bilo idealno, da je potem fašizem lahko prosperiral. Kot sem rekel na začetku, tukaj se število potem pripadnikov vedno bolj veča. V Trst pride tudi en odvetnik, sicer iz Toskane, doma ta Francesco Giunta, ki očitno je tudi dober organizator. In v Trstu se pokaže nekaj, kar je potem tudi značilno nasplošno po Italiji. Oblasti namesto, da bi nasilne akcije ne samo preprečile ali pa potem iskale krivce, to začenjajo dopuščati. Je neke vrste sobivanje.
Zakaj? Kot je rekel Borut pravilno, veliki strah pred eno socialistično revolucijo ali bolševistično, kot so takrat pravili. In v Italiji se je o tem veliko govorilo. Italija je izmed tistih držav, kjer nekako tudi mednarodne diplomacije se zelo bojijo. Če primerjamo recimo z Jugoslavijo, dosti bolj se bojijo za Italijo, da bi prišli bolševiki na oblast, kot recimo v Jugoslaviji. No, v tej zmesi potem pride to poletje leta 1920, kot vemo, ta požig Narodnega doma, ki ni samo požig tiste izjemne palače, simbola slovenske prisotnosti, nasplošno slovanske v tržaškem mestu, je še nekaj več. Je dokaz, da lahko fašistične škvadristi, takrat nima niti še stranke, leta 1921 nastane fašistična stranka, no, da lahko škvadristi naredijo eno veliko akcijo, ki ima dosti večji pomen. Sam Mussolini do tedaj je bil celo v škripcih in je mislil celo opustiti politiko, ker pač imel je nekaj recimo težav. Tale epizoda, ki ni samo ena, ima ta predvsem tržaška, je zanj ena odskočna deska. On pridobi v bistvu ime, on pokaže se svojimi ljudmi, da lahko nekaj akcijskega zelo konkretno naredi. Bila je tudi mentaliteta, od besed gremo k dejanjem. Te italijanske vlade po vojni niso bile zelo učinkovite, zelo jih tepe tole, da na mirovni konferenci v Parizu ne morejo doseči tista prav vse, kar si recimo želijo. In je ta mit o pohabljeni zmagi, ki se sicer začenja že med prvo vojno, D'Annunzio je med prvih, ki o tem govori, to je en idealen slogan. Če si sedaj lahko zamišljamo, recimo tudi tedanje medije, časopisi, ki so bili seveda najpomembnejši, pravzaprav edini, so veliko pisali o tem, da Italija mora nekaj dobiti v Parizu, da ne bo opeharjena. In celotna tale zmes vseh teh faktorjev privede do tega, da nekdo pa pokaže z akcijo, da se da nekaj napraviti, torej je treba nanj računati. Mi vemo še nekaj drugega, če gremo zdaj recimo širše na to leto 22. oktobra, ko pride do prevzema oblasti, na nasiljen način pravzaprav. Mi vemo, da bi lahko tedaj italijanske oblasti z vojsko to preprečile. Sicer silo, verjetno bi bil krvavo, bi bil nek masakr, vendar bi to lahko preprečili. Vendar tega ne storijo. Ker recimo v italijanski vojski, kot tudi v mornarici, je kar nekaj krogov, tudi na pomembnih položajih, ki pravzaprav fašizem podpirajo, kot podpirajo tudi D'Annunzia, to njegovo akcijo zasedbe reke. Torej, je imel kar nekaj zaveznikov. Obenem tudi najboljše raziskave Mussolini, tudi njegove biografije pravijo, da tedanji predsedniki italijanskih vlad, kar nekaj je bilo, ki so se menjavali, tudi so koketirali z njim. Namesto, da bi ga dali v kot, so radi z njim imeli tudi recimo odnose. Pa nekateri recimo, kakšna velika industrija v strahu pred bolševizmom, ali pa so lepi, bomo ga uporabili, recimo so večkrat zelo konkretno postojali recimo kakšna tovorna vozila, da so pač peljali te škvadre na kakšne recimo akcije. Potem tudi celo leta 1921 so odločili, da bodo vse takšne paravojaške enote ukinili, uničili, začnejo vendar ukinejo, preprečijo tiste rdeče paravojaške skupine, ki tudi teh ni bilo malo, črne, fašistične, pa ne. Tukaj je soodgovornost prihoda Mussolina na oblast večplastna. Bomo se o tej šibkosti demokracije pravzaprav pogovarjali še na koncu, po 100 letih. Zdaj pa nekaj drugega morda še. Dotaknili smo se že tega problema odnosa do drugih. Pa predvsem mislimo na Slovence, poznamo Slovence. Kaj pa odnos recimo do Nemcev, ki so jih ravno tako pridobili z mejo na Brennerju, ali pa do Francozov v Avstriji? Kako pa je ta relacija tega kasneje fašističnega sistema? Jaz mislim, da tukaj je to bistveno vprašanje, ki se ne dotika samo neke lokalne ravni, ampak v bistvu potem odmeva prek časopisja tudi na nacionalno raven. Gor ste pravilno omenil reško vprašanje meje, pohabljene zmage. Ta jadranski prostor ni bil pomemben samo za neko
lokalno okolje, ne pomeni samo za Trst, za Reko in za Dalmacijo, ampak je to prek časopisov odmevalo v notranjost države in dejansko je to postalo vse državno vprašanje. In tako da ne gre za neko vprašanje lokalnega pomena, zato tudi fašizem na lokalni ravni ni samo tržaški fašizem, ampak gre za vsedržavno vprašanje. To mislim, da je prvo, ki je potrebno poudariti in to, kar novejše raziskave dejansko tudi izpostavljajo. Ne gre več samo zdaj za nek obmejni fašizem, da bi to imel samo neko obmejni poudarek, se tam rodi in tam ima velik uspeh, ampak potem to odmeva na vse državni, če ne celo na mednarodni ravni. Jaz bi tukaj izpostavil še to, kar si pravkar povedal Bojan, vprašanje do drugega. Tukaj je beseda, ki jo mogoče v povezavi s fašizmom večkrat nekako postavimo v stran, pa ni tako prisotna, ampak jaz mislim, da je tukaj vprašanje rasizma bistveno, ključno, ki se ne prične šele potem, ko se Italijani ponovno spustijo v neke afriške avanture sredi 30 let ali pa kasneje z zakoni proti judskemu prebivalstvu. Ampak se to ima eno zelo konkretno in uspešno podstat v tem odnosu do drugega zdaj, ali je to na severni, ali je to na italijanski vzhodni meji. In tukaj smo drugi v glavnem Slovenci, Slovani, Slavi, kot je to v nekem prepletanju izrazov, ki mnogim niso čisto jasne razlike med enim in drugim, tako da so tudi, ko beremo razne dokumente in vidimo, da se to med seboj prepletajo, nekatere, prav pred kratkim sem prišel do enega zanimivega, kjer je nek italijanski častnik, kjer so se italijanski vojaki stepli z nekimi slovenskimi mulci, tam nekje okrog Kobarida, če se ne motim, kričal na njih in jih, kot da so oni Slovaki, v bistvu tako, da se te Slovaki, Slovenci, Slovani, Jugoslovani, to je vse malo prepleteno. Zanimivo je ta odnos do drugega, kjer je dejansko, in tukaj rasizem, po mojem, je eden izmed ključnih faktorjev tega fašizma, ki ne nazadnje tudi izhaja iz prejšnjega obdobja, iz nacionalnih nasprotij, iz 19. in začetka 20. stoletja. In to zelo dobro prevzame ta fašizem ob mejah, ki se takoj na začetku dobi svojega nasprotnika ali je to zdaj Nemc na Brennerju, ali je to Slovenc, Slovan v Trstu oziroma v tem prostoru. In zato ni naključje, po mojem, da je ta napad na Narodni dom prej omenjen začetek uspeha fašističnega gibanja v Trstu, kajti vemo, da če je prej uspelo nekako znotraj sebe različne skupine, ki so se takrat, paravojaške skupine, različna gledanja, različna gibanja, ki so se takrat znašla na Tržaškem in nasploh v tem bivšem avstrijskem Primorju, ki je zdaj dobilo ime Julijska krajina, to se zedinijo znotraj fašističnega gibanja, ki kar naenkrat postane zelo uspešno in ljudje kar navalijo v fašistično gibanje in na to stranko. Vemo, da je kot posledica napada na Narodni dom dejansko vpis v fašistično gibanje, fašistično stranko zrastel na tak način, da je Trst postal najbolj fašistično mesto v celi Italiji. Leta 1621, skratka, po nekaj mesecih po napadu na Narodni dom, je tržaška sekcija imela že nad 14.000 članov, kar je več kot dvakrat toliko kot drugo
najbolj, dajmo tako reči, fašistično mesto, to je bila Ferrara z 7000 člani. Skratka, je to nasilje, ta rasizem, ta odločnost, če hočemo tako imenovati, tržaškega in obmejnega fašizma dejansko ima uspeh med ljudmi. In to si ljudje želijo napada na drugega, da bo s tem rešili svojih lastnih težav. Skratka, tukaj uničimo drugega, zdaj je to v tem primeru lahko Sloven, Slovan, lahko socialist, komunist ali kdorkoli drug, no, uničimo ga zato, da bomo rešili naše težave. In teh seveda v tistem povojnem obdobju ni bilo malo. Ja, ampak niso jih pa verjetno tudi ne vse uspeli rešiti. Ne? Ampak prav gotovo ne. Pojdimo zdaj morda Bil je že populizem. Tako. Ampak zdaj populizem je pravzaprav se začne že tisočletja nazaj. Ja, takrat je zelo evidentno. Morda eno drugo vprašanje, ki zdaj, oziroma nadaljevanje pravzaprav tega o nacionalizmu, pa rasizmu. Ko govorimo pa o holokaustu, pa Italija kot da tega ni, čeprav vemo, sprejme rasne zakone zoper Jude, ampak kadarkoli je govora o holokaustu, pa bomo še kako drugo stvar ste dotaknili v zvezi z vojno, v bistvu Italija tu ni tista, ki je to počela. To je Nemčija in potem morda dolgo tišina ali pa prazen prostor, potem pa morda recimo še Italija, pa malo Madžari, ki so svoje Žide pa tako naprej. Torej, kako se je Italija pravzaprav zdaj iz tega ven zvlekla, to je seveda rezultat povojnega časa, ampak kako se je Italija zdaj iz tega ven zvlekla, do najbolj ciničnega primera smo pa recimo prišli včeraj, ko je sejo senata vodila po protokolu, ki je običajen najstarejša oseba, in v tem primeru je to gospa, ne vem njenega imena in priimka, ki je žrtev holokausta. In potem mora predati vodenje formalno izvoljeno, ki je pa hud rasist in fašist, drugi človek bratov Italije. Torej, absurdna situacija, ki se verjetno začne iz tega zanikovanja, češ da Italija ni nikjer zraven že pred 70 leti. In zdaj tudi druga funkcija v državi. Tako, to je drugi človek za predsednikom republike. Če je predsednik republike nesposoben za službo, je on poslovodeči. Ne, to se ja, v Italiji so septembra 1938 v Trstu jih Mussolini razglasi rasne recimo zakone, kar je seveda za judovske skupnosti in nekateri so tudi zelo pomagali, samemu Mussoliniju je velik šok in je velik problem. Primerjati z holokaustom nacizma je to v bistvu nemogoče. Je res pravzaprav nemogoče. Čeprav pri tem ne bi smeli pozabiti, da recimo kot posledica tega, ali pa tudi mora še bolj med vojno, ponekod pripadniki režima ali ovajajo ali pa sami zajamejo pripadnike judovskih skupnosti in jih predajajo Nemcem. Tudi kakšne male zgodbe, zelo recimo tragične, tako da tukaj fašizem se sploh ne izkaže, še zdaleč ne. Da so bili nekateri, ki so recimo nekaterim judovskim skupnostim pomagali, to je nesporno dejstvo, vse tudi med Nemci so bili nekateri, ki so jim pomagali, Schindler, recimo najbolj znam verjetno. Pa vendar, tu fašizem ne morem reči, da se rasistično ni izkazal, seveda, če uporabljam navednice. Ta rasizem je pa bil prej tukaj še kako prisoten do recimo kot je omenil Borut, do recimo drugega, prej omenil recimo na Južnem Tirolskem. Nemška narodna skupnost na Južnem Tirolskem, ki jo Italija pridobi po prvi vojni, tudi oni trpijo podobno kot Slovenci in Hrvati v Ljudski krajini. Mi na to večkrat pozabljamo. Morda manj ostro je do francoske ali frankofonske narodne skupnosti v Avstriji. Moramo tudi vedeti, pač zraven Francije med zmagovalci. Tako da tudi te dinamike so po svoje pomembne. Recimo, med najbolj znanimi zakoni v Italiji je leta 1923 ta Gentilijeva šolska reforma, ker večkrat recimo kakšne malo poenostavljeno reče, ja, s tem so ukinili slovenščino v šolah. V bistvu so ukinili vse druge neitalijanske jezike v šolah. Ni bil napirjen, če zdaj gledamo pravno formalno, direktno proti slovenščini ali pa hrvaščini v tej novi julijski krajini.
Pa vendar, efekt je bil takšen, da potem so šole vse v italijanskem jeziku, razen neke malenkosti, zasebne, recimo Trstu, leta 30 potem to ukinejo, pri Svetem Jakobu konkretno. Se zdaj gremo recimo k bistvu. Jaz mislim, da je ena iz največjih tragih italijanske prisotnosti na tem območju, če govorimo o Julijske krajine, ravno ta njihov rasizem, to njihovo podcenjevanje drugega, ki se izjemno dobro vidi v številnih dokumentih, že med prvo vojno, po prvi vojni, tudi na mikroravni. In ko tale stran, ki jo vedno tiščijo na tla, ker so manj vredni, ker so nižje kulture, naša kultura je boljša, ko pride ti do neke svoje moči, je zanje največji šok. To govorimo po 8. septembru 1943, ko Italija kapitulira. Takrat tile, ki so bili manj vredni, dobijo škarje in platno v svoje roke in vso to zemlje, ki so dobili po prvi vojni, tvegajo Italijani izgubiti, ker partizanska stran s Titom na čelu je prvič tako močna tale stran, da lahko nekaj zahteva, ne glede na odzive drugih. Se pravi, ta njihov rasizem je dolgoročno v bistvu se ni izplačal. Samo da recimo mora za poslušalce, da bo verjetno malo bolj zanimivo kot en primer. Po prvi vojni iz številnih krajev, recimo po Istri in Dalmaciji, pošiljajo številna pisma v Pariz, eni in drugi z razlagami utemeljitve, zakaj bi morali spati pod eno državo ali pa recimo drugo. Na italijanski strani prihajajo recimo kakšna pisma, kjer pišejo med drugim, ali pa morda prav ključni argument, nočemo biti pod to manj vredno raso. To je uveljavljeno, torej, to ni neka zadeva, ki sedaj govorimo, da je bil rasizem. Oni so prav o tem govorili. No, če zdaj gremo k celotni stvari. Nemška narodna skupnost izjemno trpi, če bi kdo želel recimo poglobiti tole, je ena krasna knjiga, ki je šla najprej v nemščini, potem tudi v italijanščini. Klaus Gatterer je tole napisal, zelo obsežna knjiga, kako so vse manjšine trpele pod Italijo in je velik poudarek prav na južnih Tirolcih. In oni recimo, ali pa recimo tudi Slovenci tedaj, ker še enkrat tudi tole omenjeno, vendar morda malo premalo. Recimo neke prave solidarnosti, pravzaprav ni bilo, ker tu ni ne vem kakšne recimo dobre osveščenosti. Sicer so z njihovimi predstavniki tudi v Rimu skušali recimo sodelovati slovenski predstavniki. No, ko pa pride seveda do vzpona Hitlerja na oblast, se to seveda pričenja umirjati tam. To je pač treba reči. To tudi kaj pomeni, da neka manjšinska skupnost, če ima za sabo eno močno državo, ki se zanjo zavzame, se tukaj zadeve lahko malo izboljšajo, pa recimo se umirijo. Ni da je Hitler imel strašansko rad vse tele, ki so bili na Južnem Tirolskem. Je pa bilo to zanj funkcionalno. Je bil nek pritisk na Italijo, mi vemo nekaj. Mussolini se je zelo bal in tudi imel nekako funkcijo strani Francije in Velike Britanije, da je garant, da ne pride do Anšlusa, Nemčija, Avstrija, ravno zato, ker je mejila Italija na Avstrijo, Brenner, in tu se je bal. In tu se je zelo konkretno bal, potem mu ne uspe več ta njegova funkcija, seveda. No, se vemo, kakšna je bila potem funkcija. Tukaj so bili Avstrijci bili potem med vojno tisti, ki so si pa želeli ta prostor malo zaokrožati in tako naprej, Rainer in tako naprej. Ampak o vojni ne bomo veliko, oziroma vojni se bomo izognili, zgolj še eno vprašanje za predvojni čas. Recimo, Mosley v Angliji, on je ravno tako fašist, pa dobro, imamo tudi v Franciji, pa še kje drugi. Ampak kako to, da v teh starih demokracijah pa fašisti ne uspejo? Dobro, saj so določeni podporniki, vemo celo odstopljeni kralj koketira in tako naprej stvarmi. Ampak ali je zdaj res odgovor v tem, da je tam demokracija tako trdna, ali je družba, zdaj ne smemo to narobe razumeti, na višji razvojni stopnji v smislu, da so socialne težave in to, kar je recimo v Italiji podžigalo tudi te zadeve, da tega ni tako prisotnega, da so že to uredili,
kaj vse je lahko pravzaprav še, a je še kaj tazga bistvenega, ker v glavnem seveda vsi rečejo, ne, tam je bila demokracija trdna, tako kot danes, ne, danes pravijo, da se Giorgia Meloni ne more zgoditi v Angliji, v Veliki Britaniji, v Franciji smo blizu, ne, Francozi so blizu, Le Penova je zdaj že pravzaprav tradicionalno druga na predsedniških volitvah, dobro, parlament je zdaj malo drugačna stvar, ne bomo seveda tudi ne debatirali o teh neoliberalno ekonomskih političnih krogih, ki so sicer kje na oblasti v Evropi, ampak niso pa tako deklarirani, kot so recimo v Italiji, ampak se bomo k tem vrnili, torej kaj zdaj med vojno, zakaj druge pa tega ne? Pustimo zdaj ob strani Salazarja, dobro, on je malo kasnejši, ampak recimo Franka, ne? To pustimo, ker tam so zdaj neke primerljive situacije, ampak ostanejo zaprte v ta krog države, ne? Tam ni selitve ven, ni prodajanja moje ideje. Zakaj? To je vprašanje. Jaz mislim, da tukaj je potrebno vzeti vsako okolje v pretres, zato ker potem, če se zatekamo v to, da vsak ima svoj primer, vsak je primer zase in dejansko povsod imamo, v celi Evropi imamo desničarska gibanja, ki uspevajo v predvojnem času, zdaj ali pride na oblast ali pa ne, ampak povsod so dejansko desničarska gibanja povezana na tak ali drug način dejansko prisotna in celo od zahoda do vzhoda, tukaj te ločnice so po mojem zelo a posteriori, jih potem mi nekako razlagamo, ampak pa če pogledamo v tistem času, sicer mogoče res ne v začetku 20 let, ampak potem tekom 10 let pozneje, v 30 letih, poglejmo na Madžarskem, poglejmo v Romuniji, poglejmo v sami Jugoslaviji, Poljska, Pilsudski in tako naprej. Skratka, in konec koncev tudi Francija res mogoče takrat še ne, ampak takoj, ko pride do spremembe okoliščin v času druge vojne, se najde nek višji ali nekdo drug, ki lahko računa na eno zelo široko, zdaj se sicer to malo manj omenja, ampak je celotne infrastruktura, ampak tudi mentalno obzorje, ki sega tja do Action Française z konca 19. stoletja, ima potem še en cel kup podpornikov, zdaj mogoče ne tako strukturiranih, kot se je potem uspelo Mussolini v Italiji, ampak dejansko si težko, mislim, ne vidim neke države, ki bi se popolnoma izognila in uspeli izogniti tem nekako desničarskim in skrajno desničarskim nekako apetitom. Tako da jaz mislim, da nekako prevzame Evropo en desničarsko-totalitarni val, ki se ga potem različno vpliva v različnih državnih okvirih. Zdaj, seveda je v Franciji nekaj, v Italiji nekaj drugega. To je bil, po mojem je, kot je v 80 letih že pisal nek poljski zgodovinar, Jerzy Borejša, fašizem imel tolikšen uspeh, ne nazadnje, prav zaradi tega, ker je nastal v Italiji. In zaradi tega se je lahko potem širil po celi Evropi in ne nazadnje tudi po svetu. Zdaj mi to gledamo večkrat zelo evropocentrično. Ampak ne smemo pozabiti, da je fašizem imel kar nekaj podpornikov, od najvišjih rangov tudi imel ljudsko podporo v mnogih drugih državah in ne samo med italijanskimi migranti v Argentini, recimo, ali pa v Združenih državah Amerike, ampak tudi med drugimi politiki od Japonske do Brazilije in tako naprej. Skratka, gre to za nek širši, danes bi rekli globalni fenomen, ki ga je potrebno vzeti v pretres, če hočemo, in mogoče v povezavi z današnjim časom ga ne potiskati samo v neke ozke državne okvire, ampak to imati za nek širši, nek širši proces. Če bi smel dodati, pravzaprav mi smo priča po prvi svetovni vojni do enega velikega paradoksa. Zmagovalci so, tiste države so zmagovalke,
ki v bistvu imajo že en svoj demokratični parlamentarni sistem. Ni bil še recimo perfekten, vemo recimo tudi ženska volilna udeležba, pač ni bilo, ali pa potem so šele začeli uvajati v Veliki Britaniji, v Franciji ne še. No, paradoks je, zmaga države, ki imajo takšen sistem. In izgleda, da takšen sistem je potem tisti, ki bo lahko se uveljavil po tej novi Evropi, ko so tudi pač nove države. Paradoks je, da v tem času od konca prve vojne do začetka druge vojne, eni prej, eni pozneje, večina držav v Evropi so avtoritarni režimi, ali totalitarni ali pa diktature. Vse so, če poenostavimo, desni, črni, razen seveda v Sovjetski zvezi, ki je rdeči. Ne? To je že ta, recimo, en tale paradoks. Paradoks je potem tudi v sami Veliki Britaniji. Mosley potem ustanovi svojo stranko, vendar ne more podreti. Po drugi strani paradoks zaradi tega, ker doma si ne želijo, da bi te ideje prodrle, kar nekaj časa pa Mussolini je funkcionalen tudi zaveznikom v Veliki Britaniji in na Franciji in vidijo v Mussoliniju kredibilnega partnerja. Ja, kredibilni partner, tisti, ki večkrat tudi se malo tudi pretirava, da je mediator, ne? V bistvu Mussolini napravi tisto veliko napako leta 1935, ko prične vojno z Etiopijo ali Abesinska vojna. Tam se jim prvič res zamiri. Do tedaj, kot sem rekel, garant za Anschluss, kar je bilo kondicija sine qua non v Evropi, če gledamo recimo pa v realpolitik, je en model, ki vidimo, če lahko funkcionira. In je funkcioniral, ker recimo država je bila malo bolj recimo urejena, k temu treba reči, ker je bila predvojna Italija itak že neurejena. Ne? Sicer je mit tale, da je on gradil ceste, so bile že prej, da je uvedel penzije v Italiji, so bile že prej, sam on je znal to propagandno zelo lepo prikazati. No, geniji govorijo o nekateri najvišji britanski politiki, genij je tale Mussolini. Doma pa Mosley, treba nekaj reči, on bi pokvaril neko ravnovesje, nek že ustaljeni status quo v britanski politiki, ne, ki nekako je razdeljena na dva velika dela. Je obstaja tudi komunistična partija Velika Britanija, ima recimo konservativci laboristi, recimo, ne, njim stopiti v zelnik, to ni bilo lahko. Ne? Oziroma, je bilo pa zelo nemogoče, zdaj tega tudi Mosley ne more uspeti, to je tudi recimo razlog. Pa tudi deloma, lahko bi rekli, neka tradicija demokracije vendarle je lahko imela tudi svojo težo, ker Mosley se pojavi pozneje po Mussoliniju, ko že vidijo, da tale uvede enostrankarski recimo sistem, to pa je vendarle mal preveč. Čez mejo. Ja, čeprav, lahko vedno rečemo tudi neke vrste poskusi, eksperimenti, kaj če bi kakšni sistemi lahko uspeli. Spomnimo na leto 31, Pija 11. Quadragesimo anno. Pravzaprav on da, poleg drugih zadev, da tudi zeleno luč nekemu sistemu, ki bi bil trdnejši vlade, da ne bi imeli toliko težav, praktično z drugimi besedami, korporativni sistemi in tako dalje, da demokratični parlamentarni sistem klasični ni več aktualen, ker potrebuje države neko trdno roko. Kaj treba tudi reči, v čem je bil Mussolini s svojim fašizmom lahko tudi zelo fascinanten za ljudi. Potrebovali so ene odgovore, ene jasne odgovore, pustimo se, da so bili populistični ti odgovori, vendar so ljudje potrebovali propagando. Glejte, Mussolini je sam trpel zaradi cenzure, preden je prišel do oblasti. Potem je pa zelo perfekcioniral. Ja, vedel je njene profite. Ja, Mussolini je recimo nekatere zakone, konkretno glede založništva v Italiji, dal izglasovati, ki so mu garantirali še večjo kontrolo nad recimo časopisi ali pa nad tiskovna agencija, ki je bila ta Stefani. Ta je imela popolni monopol. On je to znal vse perfektno urediti in s tem pokazal pot recimo tudi drugim. Ne? Zdaj, kaj so skupne značilnosti vsem tem avtoritarnim, totalitarnim režimom v Evropi v tem obdobju? Enostrankarski sistem, vodja ima vedno prav, tajna politična policija, cenzura,
kar privede do samocenzure, do tega, da so se tudi nemalo intelektualcev se je prilagodilo. Niso ga podpirali vsi, vendar se je prilagodilo. Nasilje, ko je pač treba, in to je kakšenkrat bilo, umor Matteottija je najbolj recimo znan, ne? Pa tudi kult osebnosti. Vse to je Mussolini, koliko bil med začetnik, pravzaprav začetnik tisti, da to uspeva. In Hitler je bil Copy-paste. še boljši učenec. Ne, pri tem. Učitelja. Ja. Če zdaj nadaljujem tam, Ja. kjer si, oziroma ti si rekel, ne? Abesinska vojna. Ne? Ja. Italija hoče zdaj Mare Nostrum in tako naprej. Ne? Mare Nostrum, Vse pa te imperij, akcije ne, imperij. in imperij, ampak vse skupaj se konča 8. septembra 1943, Italija vojaško poražena, kapitulira, ampak seveda s tem ni fašizem uničen. Ne? Fašizem živi naprej, se reinkarnira, uničena je fašistična država kot sistem. Ne? Ampak po drugi svetovni vojni, vemo, Italija seveda ni obračunala s fašizmom identično, kot so zavezniki to storili oziroma tudi Nemčija povojna v Nemčiji. Ne? Torej z procesi zoper vojne zločince, torej zoper vodje sistema. Dobro, sej Mussolinija so obesili za noge, ampak nekih sodnih procesov ni bilo. Nekdanji fašisti so se lepo organizirali v Movimento Sociale Italiano. Giorgio Almirante, ki je bil dolgoletni šef potem te stranke, je bil v bistvu nek uradnik še pod Benito Mussolinijem. In eden izmed urednikov revije o rasizmu. To je pripravna funkcija. Ja, to je pripravna funkcija. Pravi je bil za to funkcijo. Je točno vedel, kaj dela. In recimo, v Nemčiji se ni moglo zgoditi, ne, da bi primerljivo, kot so Rodolfo Grazianiu pred desetletjem odkrili spomenik, ne, ali pa romarska pota skoraj da na grob Mussolinija. Ne. Torej, kako to, da Italija zdaj s tem ni obračunala, ali je to zdaj to, ne, da je zahodni svet, seveda predvsem Američani, so videli Italijo kot neke vrste letalonosilko pred komunizmom z vzhoda. Ne. In seveda zdaj ti razni derivati pripeljajo do stanja tudi danes. Ampak zdaj o tem, zakaj torej Italiji ni tega obračuna, koliko je tukaj kriv tudi šolski sistem, kjer pri zgodovini koliko kaj izvedo o teh stvareh. Torej, kasneje bomo pa prišli na včeraj, ne, oziroma na september 2022. Ne. Zdaj, konkretno je tako, 1946 nastane ta stranka, ki nadaljuje stranko Mussolinija, Movimento Sociale Italiano, ali pa MSI, za tega pravimo tudi misovci. Zdaj stvar je tale, v Italiji po 8. septembru 1943, ko zavezniki že od Sicilije gor pač počasi prodirajo, se zavezniki zelo dobro zavedajo, in tukaj teh dokumentov zelo veliko, predvsem ameriških, tudi že objavljenih v zadnjih letih. Oni se zavedajo, da situacija ni to samo osvobojeno zemlje, ga je treba najprej tudi dobro razumeti in pravzaprav tudi sobivati s kom, z marsikom. Po eni strani recimo celo z mafijo na jugu, po drugi strani tudi z ostanki, ki niso ostanki fašističnega gibanja, ker moramo vedeti, 20 let prej je bilo toliko let je bila ta propaganda Mussolinija režima, da je bilo težko iz dneva v dan, da ljudje spremenijo svoje mnenje. In tukaj iščejo ta modus vivendi, pravzaprav ga recimo tudi dobijo z enim zelo jasnim ciljem, lahko bodo uporabili in tudi potem, kakškrat tudi uporabijo, nekatere bivše fašiste, ali pa tiste, ki so še fašisti, vendar v tem drugačnem kontekstu, da ni več enega Mussolinija, ki jih vodi, proti največji potencialni nevarnosti, to je bolševizem, komunizem. V Italiji komunistična partija je bila zelo močna. V Italiji partizansko gibanje je bilo razdeljeno, ni bilo recimo kot v Sloveniji bolj centralizirano, ne? Vsaka stranka je imela tudi svojo formacijo, gotovo najmočnejša, vojaško in pripravljena je bila italijanska partija z garibaldinci, so se imenovali, ne? Rdeči partizani, če malce poenostavim. No, in tu se vidi tisto, kar se že načenja, neke vrste hladnovojna logika. Italija mora
ostati ali pa mora preiti v zahodni svet v logiki hladne vojne in karkoli bomo morali storiti, da komunisti ne bodo prevzeli oblast. In tu je, pravzaprav že med vojno tukaj so temelji postavljeni. Zdaj tukaj je veliko vprašanje, ker nekatere so, koliko so res vse te reciklirali te bivše fašiste. Kot recimo tudi v Nemčiji so recimo nekateri potem Američani, ker so bili zelo dobri, tudi kot nacisti, ki so se bojevali proti recimo sovjetskemu komunizmu. Ne? V Italiji recimo podobno, zaradi tega tudi zaradi tega ne pride do teh obsodb. Italijanske Nürnberga ni. Tu so bile tudi, moram reči, ni bilo nekaj linearnega in čisto enakega med Britanci in Američani. Nekateri Britanci so bili malo bolj strogi. Oni so hoteli Italijo kaznovati. Ne? Ker leta 40, ko napove vojno, v bistvu se Britanci znajdejo v velikih težavah in takrat so do konca upali, da Mussolini ne bo šel v vojno. Mussolini je šel v to avanturo. No, to že med vojno, potem takoj recimo po vojni, je idealno, da neofašistična stranka potem se razvija. Nima velikanske uspehe recimo na volitvah, ker prva stranka je krščanska demokracija, demokracija kristjana, ki je, recimo, sredinska stranka, pravzaprav desno-sredinska, bi morali reči, vsaj v tistem obdobju, ki garantira, da Italija ne bo komunistična. Vendar, če si potreboval, da bo močna demokracija kristjana, si potreboval tudi eno malo bolj ekstremno stranko. In zaradi tega je tudi ta obstajala. Ne? Da je ta demokracija kristjana... Da bi odvrnila dvomljivce k njim, da samo res zapriseženi ekscentriki so, če smemo ta izraz, so tam, ne? So pri MSI. In tudi recimo tisti, ki potem so morali opraviti kakšne recimo umazane posle, ne? Gotovo niso smeli biti povezani z demokracijo kristjanov. So bili na takšen ali drugačen način, smo vsaj blizu tej stranki, tem mislcem. In to se je potem v Italiji nadaljevalo. Paradoksalno je, da italijanska ustava, ki se rodi iz antifašizma in je krasna ustava na papirju, ima med svojimi temelji prav antifašizem ali protifašizem. Dovolili pa so tole stranko. No, fašistično zakonodajo tudi deloma spremenijo, vendar ne prav vse. Ne? Spremenijo gotovo hitro glede judovskih skupnosti, to ja. To ni bilo nobenega dvoma, to pač so morali. To so tudi potem nekako deloma nekateri obžalovali, čeprav en antisemitizem se tudi v Italiji ohranil. Skratka, italijanska, ta bolj ekstremna desnica, nima lahke poti, se pa lahko ohranja. Ima potem večkrat tudi svojo vlogo kot zunanja recimo pomoč recimo vladam, ne? Tudi več vlad se recimo zamenjalo v Italiji. Tako da njihova zgodovina je predvsem tole, defašistizacije pa ni bilo. Tudi zaradi tega bi jaz dodal, zato ker pride do neke splošne amnestije. Leta 46, amnestija za vse zločine, ki so bili prej početi, in to je neko splošna uredba, ki velja bistveno bolj za fašiste, kot pa za antifašiste. Zato, ker potem za zmago krščanske demokracije na volitvah leta 1948 se potem v naslednjih letih je en cel kup procesov, ne proti, res italijanskega Nürnberga ni bilo. Bilo je pa en kup manjših procesov, kjer so se ponavadi vsaj nekateri fašisti zlahka izognili, ali pa so jim sodili in jih potem oprostili, ali pa so jih zaprli in so oni naslednji dan iz zapora zbežali, kot so bili nekateri vojaki, ki so delovali tudi na območju Jugoslavije in so na to naslednji dan v dvomljivih okoliščinah zatekli v Španijo, kjer je seveda še vedno vladal Franco in tam preživeli, živeli do konca svojih dni, ali pa v Braziliji, ali pa v Argentini. Skratka, je bilo tudi takih primerov. Veliko bolj bilo takih, pa kjer so se sodišča v bistvu upirala svojo pozornost proti bivšim partizanom.
In kar nekaj je bilo tudi takih, ki so morali bežati pa na drugo stran malo Sovjetsko zvezo ali pa večkrat tudi na Češko-Slovaško in tako dalje. Skratka, je to precej zagonetno vprašanje, ki ga je potrebno pač in je imelo svoj odmev in se je kazalo v začetku 50-ih let kot en zelo problematično vprašanje, kjer se je sodilo več bivšim partizanom kot pa bivšim fašistom. In nemalokrat so bili na sodiščih, na tistih pomembnih mestih sodniki, ki so bili sodniki v fašistični strukturi in so kariero v sodniškem pač aparatu naredili v fašistični državi. Hkrati pa, to je en problem, ki se vleče naprej, hkrati pa je potrebno reči, da mnogi bivši fašisti so potem postali na vodilnih položajih, ne v tistih najbolj ekstremnih protifašističnih strankah. Direktor dnevnika Lunita, ki je bil glasilec komunistične partije, je bil bivši fašist. En kup voditeljev demokratske stranke je bilo na različne načine povezano oziroma je imelo za sabo fašistično preteklost. Od sredinskih do levičarskih do mnogih drugih strank, skratka so bili prepleteni vsi, ki so imeli za sabo neko fašistično preteklost. Zdaj seveda nekateri bolj, drugi manj markantno, ampak vseeno, malo kdo si je lahko nadel tisto etiketo brezmadežnega protifašista v povojni Italiji. In tukaj se tudi potem vidi ta, jaz mislim, nekaj, kar je, zdaj bi težko, ne rad govorim o nekem nacionalnem karakterju, ampak to, kar je v Italiji večkrat zelo prisotno in vidimo o tem pojmu transformizma. Skratka, vse se mora spreminjati, stalno mora biti spremenjeno. No, ampak v smislu, da vse se mora spremeniti, zato da se nič ne spremeni. Ne, če v tem smislu rečemo in dejansko vidimo, da prejšnji fašisti so potem čez noč postali skrajni protifašisti. In se vse to kaže v italijanski zgodovini vse do danes, ne nazadnje. No, zdaj pa moje zadnje vprašanje, ja. Gospod smo že danes nekajkrat omenjali, ne? Ampak v Italiji je zdaj druga republika, zdaj nismo več v hladni vojni, ne? Z tistimi korupcijskimi škandali, podkupovanji in tako naprej, med prelomom 90-80-90 se je sistem popolnoma transformiral in sedaj na volitvah demokratično pridejo na oblast novo neofašisti. Ne? Zdaj, malo je nenavadno sicer, da upodobiš ženske, ker ta sistem je malo mizogin, kljub vsemu ta politika, ne? Ampak tukaj pa žensko, ki pa v bistvu lahko doda še to komponento, ne samo, da je kristjan, pa Italijan, ampak da je tudi mati. Mati pa domovina je pa nekaj, kar je tesno prepleteno. Torej, ali se moramo zdaj česa bati? Pustimo zdaj seveda do odzunaj, seveda stvar zelo kontroverja, predvsem seveda zaradi denarja, ne zaradi česa drugega, bistveni denar, ne, ampak kaj lahko pričakujemo? Sedaj takole, tale stranka je prišla na oblast, mislim, da 2013 so jo ustanovili. En del bivših ministrstev, ki so se potem tudi preimenovali v Alianza Nazionale, tole ustanovijo, ustrajajo, treba reči, da treba priznati, da so bili zelo ustrajni, ker nekateri ustanovijo stranke in če nimajo veliko odstotkov na volitvah, se že spremenijo in tako dalje. Oni so ustrajali, zbrali okoli sebe nekatere nove, problem pa, in to je odgovor na to vprašanje, tudi nekatere, ki imajo že veliko kilometrino z zelo jasnimi svojimi političnimi stališči in tudi dejanji v preteklosti, konkretno recimo glede slovenske manjšine. Če povemo zelo jasno, v Liguriji je bil izvoljen v senat Roberto Menja, ki je tisti, ki recimo je bil med najbolj ostrimi proti Slovencem na lokalne in potem leta 2001, oziroma že leta prej, ko se je pripravljal tale zaščitni zakon za slovensko manjšino, je temu izjemno dobro nasprotoval, to je vse dokumentirano. Mislim, da bo on sam bi to potrdil, ker to verjetno mu je tudi v času, da se proti temu boril. On je izmed očetov recimo tistega zakona v Italiji o spominjanju na žrtve Foip in Exodusa. 10. februar. Ja, on je bil sedaj ponovno izvoljen. Sedaj tako, verjetno
tale stranka, ki bo zelo verjetno ta Giorgia Meloni tudi predsednica vlade, bo pač imela verjetno, bo dvignila glas v Evropi, popolnoma razumljivo, recimo na njen program, na njena recimo vse te njene zadeve, kar je deklarirala. In verjetno prav večjih uspehov ne bo dosegla, si predstavljam, ker karkoli v Evropi premakniti je težko. Torej bo verjetno vsaj delnoma neuspeh in problem je, da potem bo lahko ta neuspeh kamuflirala s tem, da se bo znašli z manjšimi zadevami, ne? Manjšina je manjša zadeva, Slovenija je manjša zadeva zanje, pa vendar, recimo, že treba reči, da tale stranka je tista, ki je bila vedno odločno proti vrnitvi stavbe Narodnega doma. Vsi drugi nekako so, bomo rekli, to tudi recimo sprejeli ali pa recimo morda z figo v žepu, pa vendar so vse deklarativno. Oni so jasno rekli, da so proti temu. Tako da tukaj imamo že konkreten, recimo, lahko problem. Postopek se je seveda začel, hvala Bogu. Upamo, da ne bodo zavlačevali, ker Do 100-letnice ni pričakovati, da bi bila spremenjena legislativa in teroristi ne bi bili več teroristi, ampak antifašistični borci. To govorimo o leta 30, ja. Govorimo o baziliških žrtvah. Po mojem, tukaj je v bistvu simbolno, ki bi lahko rekli tudi za samo Evropo pomembna zadeva. Damo pomen antifašizmu, protifašizmu ali ne. Mu damo to legitimiteto, gotovo so prekršili zakon sedaj. Sam tukaj, kaj več velja v zgodovini in tudi v samem človeštvu, neke humane vrednote, neka etika ali pa ne. To je, po mojem, tukaj je na izpitu ne samo naš del, recimo območje, pa tudi recimo Slovenija, je Evropa, lahko tudi svet. Mislim, da je to dobra točka, na kateri lahko naš pogovor končamo. Hvala obema, hvala mojima gostoma, hvala tudi vam, ki nas spremljate in seveda vabljeni tudi k spremljanju ostalih naših filmov, ki smo jih posneli, pogovorov, ki smo jih posneli. Na temo fašizma smo jih posneli tudi že nekaj in nekaj tudi še načrtujemo. Hvala lepa.